Tukaj je 5 nasvetov, kako izboljšati svoj glas, da boš lažje prodal bike. Prvi nasvet, bom kratek. Prvi nasvet, slike. Jaz sem vizualen tip in tako je večina ljudi. Sliko potegneš mene notri, mi mogoče prodaš. Ne slikati tako. Ali pa tako. In tako. Ampak se malo bolj potrudi. Kaj lahko narediš? Bajk operi. Ne slikati umazanega bajka, ampak ga lepo operi, spuce ga, kot da je nov. Poberi dol vse nalepke, ki jih lahko, ne puščati nalepk gor. Zato, ker potem folk misli, da je pod nalepkami vse popraskano. Poslikaj razne praske, udrgnine, karkoli, ne skrivati stvari, ker ti ne pomeni čisto nič, če pride pogledati 100 ljudi bajk in potem vidijo, da je popraskano. Raje pride tisti, ki že vidijo, ki vejo, kaj pričakovati. In ko slikaš, poslikaj vse slabe stvari in vse dobre stvari. Če imaš hude bremze, jih poslikaj od blizu. Če imaš hud menjalnik, ga poslikaj od blizu. Če imaš fucking kašimo, poslikaj od blizu. Naredi par splošnih slik od daleč in nekaj od blizu. Zakaj? Zato, ker jaz, ko gledam v glas, če mi ga ti slikaš iz 5 metrov in mi ne narediš točke 2, ki jo bom povedal, jaz niti ne vem, kaj je. Ne morem zoomirati. Če si slikal v temi, ne vem, kakšen menjalnik imaš gor, ne vem, kakšne gume imaš gor. Kako najlažje slikati bike? Najboljše je, če ga postaviš ob neko belo steno v stanovanju ali pa postaviš pred hišo nekam. Slikaj po dnevi, da se vidi z vseh strani, da ni samo luč na eni strani, da se vidi samo barvo okvirja in tle se konča. Torej po dnevi, ob neki beli steni in slikaj detajle. Čim večkrat od blizu, daj čim več informacij bodočemu kupcu, da ni se treba spraševati, kaj s tem bajkom. Druga stvar, opisi in naslov. Naslov je še bolj pomemben kot opisi, zato ker pritegne kupca poleg slike. V naslov napiši vse ključne informacije. Ne napisati Giant Rain. Pol bi daš sliko takšno, kot sem ti pokazal, iz kleti, kdo ti bo to kupil? Dej vse ključne informacije. Giant, Rain, letnik, 2017, velikost M, velikost Felten, wheelsetu, 27,5. To daš v naslov. V naslov. Takoj vidi, če je XL, ga ne bom niti šel pogledati. Če je M, bom kliknil, zato ker me zanima. Opis. Noben ga ne zanima, zakaj prodajaš kolo. Prodajam zato, ker se selim v Tunguzijo, ker pač tam sem si našel ljubezen. Noben ga ne briga to. Napiši, prodam Giant Raina, furo sem ga 3 sezone, ploščice ima nove, servis je bil narejen na vilcah, oprema je to in to. Najhujši so mi te oglasi, prodam kolo, kolo je vredno nakupa, za več info pokliči. Kaj? In pol imaš še tako sliko, ljudem se ne da klicati. Eni gledajo oglas ob 4 zjutraj, eni gledajo v službi, te ne more poklicati. Dej čim več informacij za končnega kupca takoj. S tem si ti prišparaš čas in kupcu prišparaš njegovo pač nejevoljo ali pa ga sploh ne zgubiš, ga pritegneš s tem. Na bajku je dvopičje, vilca, bajk, bla bla bla, šok, servisiran, tak in tak, ali pa neservisiran, bremze, kod, zadnje pločnice bilo dobro zamenjati, ali pa so nove pločnice, take stvari napiš notri. Bajk je majhen, vsega skupaj ima 15 stvari gor. Si vzameš 10 minut časa, prišparaš si ure in ure časa, ko te bo folk klical ali pa pisal maile in spraševal, kaj imaš gor, kakšne so gume, kakšno je ono, bla bla bla. Prva slika mi vzbudi pozornost, preberem naslov, vidim, da je bajk M, pa 27,5, točno to, kar iščem, kliknem notri, če bo notri en stavek, pokliče za več informacij, bo rekel, fuck off, razumeš. Ni moja naloga kot kupec, da odkrivam, kaj imaš ti gor, ker si ti tako skrivnosten in si misliš, da zdaj pa mora kupec za tabo teči in čakati, da mu ti poveš, kakšno divje kolo mu prodajaš. My friend Michael, who had the shittiest bike I ever seen in my life, he's over there rolling around on a bike from the 1920s. Ampak je to naloga prodajalca. Čim več informacij, ti hočeš prodati kolo. Kupec ima 20-30 koles na voljo po celem spletu, ne rabi kupiti točno tvojega. In potem je še tukaj cena, to je bo točka 4 po mojem, cena. Določi realno ceno. V Sloveniji smo navajeni, če si kupil bajk za 2,5, bi ga prodal za 2,300 po 5 letih, ker si misliš, valjda ni šlo toliko dol cena. Ko pa kupujemo, da bi za isto kolo, ki bi ga ti ceno 2,300, bi dal pa Jure 300. Pol razlika v ceni. Poglej malo po tujih spletnih straneh, po naših spletnih straneh, prilagodi ceno, vprašaj se realno, bajk je podrsan,
gonil sem ga po bike parkih, moram znižati ceno. Bike je odličen, kupil sem kompa ali neki osnovni model za 2300, njega sem nametal še za jurje robe, bike je res vreden tega denarja. Ima 27,5 feltne, ima nove gume, vozil sem ga 4-krat. Svetu mislim, da je par različnih kupcev, jaz spadam v kategorijo, raje kupim osnovnejšo opremo, novejši bike, imaš pa druge, ki kupijo raje top opremo, pa malo starejši rabljen bike. Jaz, če mi daš možnost, če mi daš 2,5, bom kupil raje nov bike, slabo opremo, zato ker rad šlafam in rad upgradam kolo, ker če ne bi postane dosadno in dolgočasno. Eni pa bi radi kupili čim bolj zapakiran paket in tukaj s to ceno moraš biti točno tam. Naš trg je čuden. Cene načeloma niso njih najbolj realne, zato je lažje prodajati recimo v Nemčijo, lahko pa pogledaš tu gor cene, kakšne so, pa prilagodiš nam in boš prej prodal. Potem pa še, po moje, 5, ne vem zdaj točno, če imaš številke pod kontrolo ali ne, komunikacija. Napiši v opisu od spodaj to moraš enkrat posneti. V oglas napiši spodaj način komunikacije, ki si ga želiš. Torej, če odgovarjaš samo na klice in v 21. stoletju ne znaš odgovarjati na maile in na SMS-e, kot marsikdo ne zna, oziroma noče ali ne vem kaj je, to napiši in se pol drži tega. Priporočam ti, da pač napišeš vse. Odgovarjam na klice, na maile, na SMS-e. Če ne moreš na klice, ker si v službi ali pa ne vem, enostavno funkcioniraš drugače, napiši, žal ne odgovarjam na klice, pošlji mi mail, SMS odgovorim takoj. In ko odgovarjaš ljudem, ne odgovarjati, kot da so ti vsi dolžni nekaj, kot dela to marsikdo. Če jaz sprašujem za tvoj izdelek, se potrudi in odgovori na vljuden način z čim več informacijami, zato ker dele se, kot da si v trgovini, ne pa čau, a je kolo še na voljo, videl sem, da je M velikost, zanima me samo, če je kakšna višina si ti, da vidim, če sem jaz med M in L, bla bla bla, neki, marsikdo bo spraševal take stvari in folk pol odpiše, ja, ne vem, na internetu so vse informacije. Pol brez veze prodajaš, zakaj, če se nočeš potruditi ti za kupca, zakaj se moram bil kot kupec zate nekaj truditi? Odgovarjaj normalno s celimi stavki, kot pač razvita opica, ne pa kot debilna opica. Apes together, strong! Tukaj pa še bonus, ki je bil pod moje pod točko 3, ki smo jo izgubili vmes, editiranje slik. In evo ga, to je moja slika, ki sem slikal na beli steni. Prva stvar, ki jo naredim, grem popraviti white balance, to je beline, daš na steno, da je čim bolj neutralno, da ti v bistvu poudari barve, ki moraš jih imeti. Potem grem na curves, to so krivulje, rdeča, zelena, modra, jih popraviš na S, tako kot delam jaz. In zdaj, ko bo bela stena v zadju, je najboljše, da popraviš modro malo više gor, zato da malo bolj popne ta bela ven, vidiš, je popravim malo bolj gor in pride malo bolj do izraza vse skupaj. Ko sem zadovoljen s tem, grem pod Tune Image ponovadi. In tle sem še rotacijo popravil, sem pozabil, da je malo bolj ravno. In pa potem grem pod Tune Image, dvignem brightness, malo gor, malo dam kontrasta, malo saturacije. V bistvu se malo igraš s temi nastavitvami, da priješ, da potegneš malo bolj gor vse skupaj. Tukaj sem se igral malo z svetlobo, z highlightsi. In tudi z črninami se poigraš, da malo potegneš ven, toploto pa ponovadi pustiš na neutralno, da ni neke oranžnega svetlobe v zadaj. In potem pogledaš, to je tvoja končna slika, in potem lepo izvoziš slikco ven in odpreš novo, vidiš, zdaj bom odprl novo, torej ti jo naloži. Ta slika je bila slikana v isti dan in v bistvu jo obrnem, da je ravna, in potem greš v Last Edits pod Lux in popneš noter in ti jo že popravi na točno to, kar rabiš. Jaz sem samo še malo dvignil brightness gor, pa se še malo poigral z nastavitvami, da pride to takšna slikca, kot mi je všeč. Končni rezultat je tukaj. Upam, da si ti kaj pomagal. Če pa imaš še kakšno vprašanje, me najdeš na Instagramu, na Facebooku, na YouTubeu, kjer hočeš. To je to. Najlepša hvala. Ja, boj!